Boj z onesnaževanjem zna biti nadvse težek. No ja, ribič Pepe se lahko spoprimem z vsako nevarnostjo, tudi z umazanijo. S Pepemobilom se vozim po neokrnjeni naravi na podeželju. Ko pridem pa v mesto, se pa vse spremeni. Si le prišel, nam boš pomagal? Ja, seveda bom. Ribič Pepe vedno rad pomaga. Sploh pa mi je blazno všeč vaš današnji izziv. Namreč jaz zelo sovražim umazanijo. Ko smo že pri tem, a sta v bližini morda videla kakšen zabojnik z organskimi odpadki. Rad bi se znebil telih gnilih paradižnikov. Zakaj pa imaš metlico? Ja, točno vidiš. Na to pa spomnim. Po nesreči sem jo vzel s sabo. Ampak ta metlica itak ne bo zadočala, da počistim vse to okoli, ne? Sploh pa, kdo na tem svetu se boji umazanije, no? Krščen matiček. Kdo se boji umazanije? Umazanija je lahko grozna stvar. Saj si ne upam niti vzreti. Ježešna! No, zdaj pa imamo. Vsi smo umazani in črni kot dimnikarji. Pred hudobno temno packo se poženemo v paničen beg. A smo zdaj končno na varnem? Zdi se mi, da ga spet voham, smrdi. Jasno. Ljudje smo zrak onesnažili z izpušnimi plini in segrevanjem, s strupenimi snovmi in kompostovnimi odpadki, da od tlaka v vodi sploh ne izgubljam besed. Mi se ne damo, tu je naš paston! Hej, to pa še bolj deluje, kot sem mislil. Ribič Pepe se nikoli ne da brez boja. Bravo, Pepe! Mislim, da ti je uspelo. Hudobna črna packa se je razblinila. Kar pa ne pomeni, da ste jo premagali, glede na to, da ste umazani kot pujsi. Sija se ukvarja z električno zobno ščetko, jaz pa svojo ščetko za odstranjevanje in premagovanje umazanije. Proti onesnaževanju se lahko borimo na različne načine. O, Foxner, ste nam prišli pomagati. Glejte tole. Stop onesnaževanju. Kaj praviš? Je, ne? Preprečimo katastrofo. Preprečimo katastrofo. Super, bravo. Strah pred umazanijo je kar pogost, povem takoj. Saj ljudje utrip dobijo, drisko, bruhanje, hud znoj. Z majico s široko ustil se jaz ne bi, Pepe, veš? Črne packe ne bi spustil spet nazaj. Tega ne smeš. Foxner, vi raje odnesite tele gnile paradižnike v kontejner. Za razliko od vas se mi ne bojimo umazanije. Črna packa pa nekaj pride, če si upa, veste? Sej ne rečem, imaš prav, ampak okolje lahko obvarujemo le, če vsak začne pri sebi. Kako to misliš? Ti se onesnaževanja ronja vendar ne bojiš. Vsak lahko o tem le sanja, bedarije govoriš. Kako naj pri blaženju nevarnih podnebnih sprememb nanje vpliva majhen nebogljen otrok? No, kako? Ali zapreš pipo z vodo, medtem ko si umivaš zobe? No ja, Ali ugasneš luč v svoji sobi, ko greš iz nje? ne vedno. Ko vas mama pošlje v trgovino, greste od doma s cekarjem ali tam vzamete plastično vrečko? Ne, se imaš prav, Ronja. Vsakdo od nas lahko z majhnimi spremembami za okolje zelo veliko napravi. A je tako?
In začnemo lahko tudi tako, da vsak dan pospravimo svojo sobo, pomagamo pomiti posodo in odnesemo smeti. Lahko pa tudi pomagamo Foxnerju koristno uporabiti gnile paradižnike. Našli ste rešitev pravo, jaz podpiram Pepeta. S paradižnikom v glavo Foxner še zadenem ga. No, ta je pa gusarska, Foxner. Gnil paradižnik za napad, kečap pa za obrambo. Nista resna. Samo poglejta, kakšno packarijo sta napravila. Pospravita za seboj in pridita jest. Foxner se je pošteno ponorčeval iz starega ribiča in čas je, da mu vrnem milo za drago. Tudi jaz bom uporabil kečap. Glej to! Dobro si se pohecal z njima, Pepe. No, pa že, ja. Ampak predvsem je pomembno to, da sem se znebil težav z umazanijo. To ti misliš po packanci kot pujs. To se ti zdi. Veš kaj, malo razmišljam, mogoče pa ni toliko slabo, če smo umazani, ker nas umazanija potem ščiti pred nevarnimi vplivi iz okolja. Naprimer, Če nisi ti malo čiv-čiv. sem ne. Ja. Kam hitita autobus, autobus. Kam hitita autobus, autobus. Kam nas pelje avtobus, autobus. Kam nas pelje avtobus, šola na dopust. Jaz prijazni policaj se včasih vprašam, kaj pa zdaj? Vsak prometni red spoštuje, kdo me sploh še potrebuje. Tam se pelje avtobus, prehitro gre za moj okus. Pred njega hitro skočim in glasno rečem stop! Kam hitita avtobus, autobus. Kam hitita avtobus, autobus. Kam nas pelje avtobus, autobus. Kam nas pelje avtobus, šola na dopust. Jaz prijazni policaj pogumno vprašam, kaj pa zdaj? Vsak prometni red spoštuje, kam ta avtobus potuje. Maham sem in maham tja, piskam, žvižgam, kar se da. Pred njega hitro skočim in glasno rečem stop! Kam hitita avtobus, autobus. Kam hitita avtobus, autobus. Kam nas pelje avtobus, autobus. Kam nas pelje avtobus, šola na dopust. Kam hitita avtobus, autobus. Kam hitita avtobus, autobus. Kam nas pelje avtobus, autobus. Kam nas pelje avtobus, šola na dopust. Kam nas pelje avtobus, šola na dopust. Strahov se znebimo tako, da se z njimi spoprimemo. To velja tudi za strah pred onesnaževanjem narave. Trud za čisto zemljo se začne pri vsakem od nas, zato je ne packajmo s smetmi, odplakami, izpušnimi plini in hrupom. Če imaš ti kakšno težavo, ki je ne znaš rešiti sam, se posvetuj z odraslim, ki mu zaupaš. Ali pa pokliči Tom telefon.